Živijo, štartam s prvo epizodo podcasta Eksplozivno. Moj prvi gost je Boštjan Gorenc Pižama. Verjetno ga ni potrebno posebej predstavljati, ampak vseeno, slovenski podcaster, pisatelj, komik, igralec, reper in prevajalec. Mogoče se Boštjan ne bi s tem vrstnim redom strinjal, ampak tole je z Wikipedije. Pa začnimo. Ok, naj se najprej zahvalim pivarni Pelicon, ki podpira današnjo epizodo Eksplozivno. In s tem bojo poskrbeli, da moji gosti ne bojo ženi. Ura je prezgodna, tako da sva na vodi pa čaju. Pa čaju, pa 40 dni je. Jaz trenutno furam 40 dni, kar se je fino vsake toliko cajta malo prepucati, da si rečeš, nisem še zapadil v alkoholizem, da gre. Mogoče bo pa že konec posta, tako bo tole ven šlo. Ja, mogoče. A ga bo nadaljevala, podaljšala. Pa še naprej. Ok, kako si? V redu. Po rakli virozi, ko sem jo na pol mogel na odrih preboleti, ampak mislim, se ni bilo panike, nobene vročine, pa to sam malo sem čutim, da ni kapacitete tam, ki bi lahko bila, in pa, ker se je bilo treba kaj dreti tam, pred celo dvorano, Gadosovo mularije, pa sem vmes tako malo obrneš, pa pogledaš, če boš kaj levo krilo mogoče ven izkašljal med pauzo. Da mi povej, kakšne predstave imaš to troške? Tole je ena stvar, ki delam z Glasbeno mladino, zdaj že, mislim, da več kot 15 let že sodelujemo, pa ne sicer vsako leto, s tem je pa, oni delajo glasbene matineje za šolarje različne, imajo različne programe in pa imajo različne voditelje, s katerimi sodelujejo in mi večinoma delamo skupaj tale Vodnik po orkestru od Benjamina Brittona, ena skladba iz leta 1945 od britanskega skladatelja, ki je bila narejena prav po naročilu Ministrstva za šolstvo takrat, da predstavi orkester. In imaš dejansko skladbo, kjer jaz sedim zraven dirigenta, dirigent je takole pred mano gor, in on dirigira in vsake toliko cajta pokaže, da si pa ti na vrsti, zdaj. In imam pa jaz nek vezni tekst, ki predstavlja najprej družine glasbil, potem glasbila, jih komentira, pa imam pa vmes, imam pa še pol, ne vem, razlago določenih pojmov, pa jih malo animiram tam malo, tako da spoznajo neke stvari tudi iz glasbene teorije na zabaven način. Se pravi, je to bolj humoristično, kulturno? Ja, je zmeri na zabavno. Ne, mi se zdi, da je, kad delaš za otroke, moraš razen če je kakšna taka tema, kjer ni prostora, da bi kaj bolj resnega, ampak se mi zdi, da ta humor je zmeraj ena taka stična točka, kjer jih lahko dobiš, kjer dobiš njihovo pozornost in jo potem tudi držiš. Cool. Ok, mi z Boštjanom se štartala, tebe pa pozivam, pa prosim, da pošleš SMS s ključno vsebino ZPMS5, s katero doniraš 5 evrov, ali pa ZPMS10, s katero doniraš 10 evrov Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki bojo poskrbeli, da bo šel ta denar, ta sredstva v prave roke. Na koliko se to, kjera številka je to? 1919? Ali? Ja, 1919. Čakaj, dajmo sprobati, če dela. Dajmo. 1919, imamo shranjeno. ZPMS10 in a je sprejelo? Je sprejelo. Odlično, bravo. Dej še ti. Jaz bom pa takoj po podcastu, ker je telefon tamle. Ok, jutro, ko se je prevesil dopoldan, da mi povej, zatrkuješ ti na splošno? Ali spustiš ta glavno brod? Ne, kar zatrkujem sploh zato, ker zjutraj zelo zgodaj vstajam, ker je treba otroka oddati v šolo in pol je zmeri čas. Ali sem doma za nek zajtrk ali pa če sem po pot mogoče, se pravi, kadar zdaj bom začel počasi sredi aprila to dvomesečno turnejo po šolah za zaključke bralnih značk, takrat je pa ponavadi kakšen jogurt, kakšen, ko sem že rekel, takrat sem se za šejk hecal, stresanček. Se te zadeve so meni pri tebi meni všeč, ko posloveniš neke take. Ja, dajmo se igrati z jezikom. Sploh te like, ko prevajaš. Dajmo se igrati z jezikom. Veš, kaj meni je to,
Meni je zdaj, če so glih pri jeziku, meni je všeč ta doktrina, ki jo Kozma Ahačič iz Inštituta Frana Ramovša na ZRCZU fura, ki je pač, da pač jezik moraš imeti rad, ne smeš se ga bati. Jezik raziskuješ, z jezikom se igraš, tako da, ne vem, ponovadi dostikrat je tako, ne, tudi kad snemamo, kad dobivamo pri podcastu, če veš, kad mislim vprašanja, pa so kdaj tako ljudje, pa zdaj se upravičujem pižami za slovnične napake, pa zdaj čekaj, tukaj je pa ena kupica vejic, ne, ni kupica, en kup vejic, pa jih dajte, če kakšna fali. Se mi zdi, ne vem, jaz nisem tiste vrste človek, pa včasih sem bil celo, no, ampak tistega, zdaj se bomo pa norca delali za vsako napačno vejico, ali pa ne vem, pa ko imaš te pol skupine na Facebooku, pa mi se pa zdaj delamo norca, ki je nekdo eno črko narobe postavil, ali pa to se je, kakšna nepismenost, pa funkcionalna nepismenost, pa kakšne napake so res take, da se lahko hahljaš zraven, ali pa pač zgroženo imaš z glavo, ampak se mi zdi, da to neko zelo strogo črkobralstvo pa zategnenost pravzaprav ne pripelje nikamor. Glih to pač, da se pol ljudje kar malo bojijo. Ker ni, pač jezik je ta gmota, ki je okoli nas, ki jo sami soustvarjamo, ki pravzaprav jeziki so itak različni, ne? Že znotraj enega jezika imaš različne nivoje in jasno, če se ti pišeš s kolegom nekaj na Facebooku, ki je vse nek uraden, ne, poluraden kanal, pač poluraden zaradi tega, ker več ljudi to vidi. Se ti ni treba vseh nekih pravil držati, ne? Če neka kolegijalna, čist medosebna komunikacija, jasno, ne? Če pa hočeš, da te vsi razumeli, boš pa moral, ne, pa poseči po ali splošnem pogovornem ali knjižnem zbornem jeziku, čisto zaradi tega, da bojo tudi naslovniki, ne, če ti tlele, veš, zdaj začel razlagati, pa smo pa škrince jedli, ne, a veš, koliko ljudi bo to vedeli. Ja, pa se trudiš, rečemo tako, ko s kolegom tipkaš, da si slovnično čim bolj pravilen, ali se takrat Ne, jaz zelo pogovorno tipkam, zelo pogovorno znam. Mislim, odvisno zdaj s kom, ampak jaz s kolegi sem dostikrat tako ta podton gorenjski še zmeraj udarven, se pravi, da kakšni zaključni samoglasniki manjkajo, kakšne jaz spuščam, sem zelo tako. Spet odvisno kakšna je, ampak če so neko menjenje ali za kakšno jedačo, pijačo ali ne vem, še taka čisto sprotna vprašanja, kaj pač. Jezik je komunikacija, pač ne, se pravi je, in če jaz to tako napišem, da bo znal prebrati, da bo na drugi strani, da me bo razumel, je namen dosežen. Pa tudi če kak zatipk, jel? Tudi če je zatipk, tudi če je karkoli. Zaprl. Ok, deva, vzdevek pižama, o katerem si že veliko povedal. Te je rečemo to motil, ko si ga dobil v osnovni šoli? Seveda, osnovni. Ja, to je itak. Jaz sem tam malo, ker so ga zafrkavali. Pa kdaj si to rečemo sprejel pol? Ti si rekel, zdaj bom pa pižama. Mislim, da je trajal kar 4-5 let zihar. Ko pa zdaj ga pa šteješ že to kot trademarka, te še kar mod? Ne mod. Pač takrat mi je bilo itak, pa sem pogledoval, da je tem bedesnim težakom, sem vzel en orožje, ki so ga imeli proti meni, pa skozi je pol nekako ostal z mano, pa ko sem šel na srednjo šolo, sem mislil, veš, to sem zdaj vzad pustil, pa pižama je bilo. Pa sem pa začel repati, pa je bilo treba če si reper, moraš imeti reperski ime, moraš biti, dober dan, jaz sem pa Boštjan Gorenc, razen če si MC Paul Barman, ali pa ne vem, če še kakšni trije, ki imajo lastna imena, in Klemen, veš, Klemen mi je zdi, pa še on je bil pa Clean Bastard, pa ne vem, še nekaj, the guys so nice, they named him twice, in je se prijel, pravzaprav in je bilo in ful je tudi dobro po svoje bilo, ker pižama je tudi tako zelo fino, lahko imaš veliko stvari na anga, čeprav tudi na Boštjan se da kar dost, nekih pridevnikov, na an, lepo v Rimu pol spraviti, ampak in je kar ostalo in pol ne vem, ker sem začel tudi stand-upom, je ta pižama zraven stal, ker sem bil vseeno toliko neki že prepoznaven, tudi iz reperskih vod, pa sem rekel, dajmo ohraniti to, tako da zdaj tudi dejansko, pa že tudi na nekih knjigah me se kdaj znajde ta pižama zraven. Čisto so recimo tle si pri Šnofijevi druščini, ki jo bomo pol še omenila, je Boštjan Gorenc, ker to je zelo, zelo stara stvar, se pravi, to je iz
Šnofjevo druščino sva z Matejem Dečekom začela delati pred 17 leti. Ne, in je takrat bil Boštjan Gorenc, ne, v Pilu. Pa, čeprav ne vem, če nisem tudi kot Boštjan Gorenc pižama napisan v Pilu. Mislim, da pa s klasiki pa šlo prvič, da sem se pa dal še pižama gor na knjigo. In pa kdaj ja, kdaj ne, čist kakor pride. Cool. Tam ne bi sam Mike preveril, ne vem, če vidim prav, pa mogoče ti pokapuc gor, ali v redu? Ničkaj ga mi ni židal, pa je. Zdaj, da ne bomo kakega hrsetajna polnja. Takole, evo. Dobar, ja. Ok, če se spet vrnemo na otroštvo, si ti edinec? Ne. Kaj imaš? Da prej povem, disclaimer, nisem naredil raziskave, tako da vprašam, kar me zanima in izvedel pa ti tudi. Jaz bom pa tako rekel, nisem edinec, ampak tle ostajam, ker se zdi, da pač neka fulja enih stvari, ki jih iz zasebnosti, ki jih nečejo. Imam dva brata, pa tako Ben ni medijsko izpostavljen, pa oba mojstra tega, kar delata, in tako da tle ostanemo, no, se pravi. Malo sem imaš, bi rekel, pa ne zaščitniški, kar se tiče. Pravilno, se pravi, familijo, ženo pustila. Ne, to so dejansko stvari, ki se mi zdi. Spoštujem. Ne pridodajo nečez, ne, da bi rekel, veš, kaj je zdaj. Ja, štekam. Tle. Ok, osnovna šola. Si bil prinočenec, piflar, lump, kako je bilo s puncem pa prijatelji? A si bil popularen? Ali te napadal, ti udaren? Smo se malo pohecali, ne. Jaz sem bil, krat ne vem, kje sem bil, mi je tako padla iz ust sintagma, sem bil Leni piflar. Se pravi, to pomeni, da sem ni dal učiti in sem pol v šoli ful poslušal, sem bil v šoli ful priden, zato sem pol ni bilo treba učiti doma. Sem srečal, sem si kar še zapolnil, kar me je pol sicer mogoče tepel kasneje, ker učnih navad ni bilo, a ne, na spregled. Ker bi človek potreboval, ampak ja, ne vem, bil sem ena taka lušna stvar, no, se zdi, pa to sem tudi večkrat že omenil, ki zdaj v petem razredu sem dobil enega ponavljavca v razred, pa so rekli, no, da se boš pa ti tle od sprednjih Boštjanov sedel, ne, to imaš pa tih Boštjanov sedeti. A si bil prva vrsta? Ja, jaz sem bil prva vrsta. Mislim, kakor kdaj, pri kakšnih predmetih sem bil od spred, drugače zaradi velikosti vzad, ne vem, tam mislim, da so me dali pri dveh predmetih prav tako od spreta, veš, da bodi. Tleno in je on sedel zraven mene, pač so rekli, ne, da se boš malo zresnil in pač Tomaž se je mečkal zresnil, je pa tudi res, da sem se jaz zaradi njega malo sprostil pol. In sva pol vmes, se pravi, okej, takrat, ko so učiteljice sprašvali, sem midva lepo skupaj stripe delala, pa... A že takrat? Ja, že takrat, jaz si tako čeprav jaz sem bil zmeri tisti, ki je bolj pisal, ne, zarisati nisem bil, no. Se pravi, pa že takrat stripe bral kot Alan Ford, kaj drugega? Ja, pa Pet Razred, ja, mislim, da tudi že Alan Ford, ni tak Muster, pa Kos, jaz sem zmeri bolj Kos fan, no, kot Muster, to moram priznati, se mi zdi ta njegova preprostost risbe, pa zelo pretegnen humor, ki ga je imel, od tega, da je zelo prebil, ker pač Muster ima vse zelo klasično zgradbo, a ne, Muster pač lepo, Muster je, pač veš, tukaj je zgodba, se dogaja in gremo, ne, Božo Kos je pa vmes imel, ne vem, imel tako, ne vem, nek 2 kvadratna centimetra prostora, pa je neko foro naredil, ali pa je kar kot avtor neki komentiral zraven, no, in se mi zdi, da je že takrat zelo, no, sem imel ta, takrat nisem vedel, da se temu tako reče, metatekstualni humor, no, mi je bil zelo všeč, s tem se tudi zdaj zelo rad igram, se pravi, od tega, kako danes, no, sem dobil eno Šnofjevo druščino, pa zdaj tistega nimam, ampak recimo, ne, ker sva naredila tako pač, ker se nek podijo in dejansko skočijo čez stran, pa okoli in pridajo nazaj, ne, in pa imamo neke časovne preskoke, ker se tle stvari, ker se pa šele tukaj zgodijo, pa take, no, zelo rad imam tudi, da se po svoje, kadar to pripada stilu, ki ga delam, da se pač tudi liki sami in da neki točki mogoče začnejo zavedati, da so oni pa samo liki v zgodbi in da, ne. Jaz sem bil bolj Muster fan, tako da tudi zdaj tiste moje knjige, zbirko stripov predal hčeri naprej in tudi živo prebrajeno.
Nice. Ne, se Muster je, dejansko to je, veš, pač moraš predelati in tudi genialno, tudi midva se mu doskrat poklonva, ne, recimo noter od tega, ne, da smo se v enem stripu sposodila od Lakotnika Zvitorevca pa Tardonije un časovni stroj, pol ne vem, kaj v enem stripu, ki so gusari, je glavni zlikovec sicer človek, ampak je tako konstitucijsko zelo podoben Jožu Gulikožu, ne, skozi so neke tudi navezave malo na to, kar pokaževa, ne, ker pravzaprav se zdi, da brez obeh, ne, brez Kosa, brez Mustra, pravzaprav ne bi bilo ne, tega otroškega mladinskega stripa, pa seveda jazen še pol, ne vem, Marjan Manček, tudi Schmidt, Matjaž, ki je delal določene stvari že v 80-ih, pa ne, cela ta. Zdaj super prišlo, zdaj je, tu bom rekel, dajte poiskati, če ne poznate, jaz sem, ne vem, ti si kjera generacija? 79. 79, pa ne vem, to meni se pa glih, jaz sem glih 5 razred, ali 6, kaj je to v Pilu bilo, se pravi, da smo ti še Ciciban, takrat. V Pilu je bil strip, ki sta ga delala Desa pa Marko Derganc, Desovila, kao prva slovenska superjunakinja, oziroma takrat je bilo to prvi slovenski Superman ženska. Ne, To se pa spomnim. in so zdajle izdali, založba, ki jo imata Desa pa njen mož, so ponovno izdali ta strip, ne, Desovila, in je genijalen, ki je tudi ko se vidi, kako je Dergi, ta risba njegova. Pa kaj je to, remake ali? Ne, pač novo? sam pa natis, sam Aha, pač ponatis, natis, kar je ja. in so dali, ne, tako noro, ker ne vem, nekaj se dogaja in pol, ki je nekaj narobe narisal in pol komentar, ste ugotovili, da imam zdaj na drugi roki rokavico, no ja, to je bilo zaradi tega in tega, ne, take stvari, tako da recimo to bi priporočal branje za knjige, pa ne vem, pa pol, mislim, če smo tlele, ne, v tej dolini, Dušana Kastelica, Ja. tudi ne moramo jeti, njegovi Butalci, ki so bili v Pilu, pa v Mladini, ki smo brali Partizane, pa to pa Medfoter, Mulc, Pes in Pisi, ki sta on pa Branko Gradišnik delala, mislim, za Pisi in mediji. Tudi te enostranske, ki je Gradišnik delal tekste, on pa risal, se zdi tako, no. Je polno teh, pa seveda pol, če gremo še na Lavriča, ki je zdaj začel otroške pesmice za odrasle pisati in cel kupno pol se razpre. Ok, se pravi, slovnica ti je šla v šolo. Deva se spotakniti o srbo-hrvaščino. Ti to šlo, Cirilica. Znal sem jo brati. To je bil pa moj prvi cvek, prva enka, ki sem jo dobil v šoli in sem prišel domov, mami, in dobili smo nazaj ocenjevanje in enka je bila. Pa je reagirala v redu, nič hudega. Jaz sem raj tih, da sem dobil prvi cvek. Drug letnik gimnazije. Fizika. In pa sem šel do profesora in ga prosil, če mi podpiše, če mi da avtogram na cvek. In še zdaj imam ta test nekje. No, to je bil moj edini cvek. In kar je dosti zabavno, ne, v 12 letih osnovnega pa srednjega šolanja en cvek, pa pridem na faks pa dvojka. Ja, ne, se zdi tleno pa, da mogoče čist pri temu je ful zanimivo, kako to, ne, čeprav pri fizika mi res nikoli ne vem. Matematiko sem razveli ful dober, fizika me pa zbegala, tako ne vem, ker so bile pune enote zraven, pa nekaj, ne, kaj, nikoli nisem bil, tako da ne vem, pač štrom pa to ne bi, hvala. Ampak sem se pa s profesorjem, kljub temu, ne vem, da sem imel pa najslabše ocene od vseh predmetov pri fiziki, sva se pa skoraj najbolj štekala, zato pač, ker mi je bilo po svoje tudi kul, ne, ker meni so prijatelji, ki so šli let pred mano na gimnazijo, so rekli, da prve pol leta se zagreb, pa boš lahko spal. No, jaz sem imel problemi s Cirilico, pa pol kasneje, nekako ni mi šel brati, ne vem. Ni, jaz sem pa... Jaz sem videl črko, to ni C, to ni... Jaz še zdaj, mislim, še zdaj tako pač moram malo potruditi se, da tiskana seveda, pisane, ni šans, da bi. Se še zdaj imam na stand-upu nek glih to, ko govorim o srbo-hrvaščini in tudi glih to, ne, pač, koliko smo se naučili, pač, ne, pač, da v 5. razredu dosti je bilo to, da se naučil, kjeri čaji v čevapčičih so trdi in kjeri so mehki in pa smo v 5 in ni bilo treba drugega več. Faks? Ja, v Ljubljani stoji še vedno in me čaka. Si uspešno oddelal? Tako bom rekel, o mojih prevodih pa delih mislim, da obstaja nekih
med 5 in 10 diplom, ampak nimajo pa v repozitoriju nobene diplome, ker bi bil jaz podpisan kot avtor. Ne, ostalo je nekje, pač, ker sem začel delati in vmes med absolventom in me je odneslo in pa nankoli ni bilo in ko so koliko je bilo pred 8 leti, ker je bila ta še zadnji vlak pred bolonjskim sistemom oziroma pred tem novim sistemom, ne, če bi šel, sem rekel, ne da se mi, ni, pač ne vem, ker se mi zdi, da poslušal sem pravzaprav vse, dejansko sem tudi preddiplomske izpite naredil, ko neke 2-3 stvari bi mi falijo od izpita, ampak da danes nič več ne spremeni, pravzaprav pa tudi delam dejansko na takem področju, kjer ni pomembno, no, zdaj, ali pa ni bilo, da bi zdaj zaradi tega, a pridete k nam nastopati, a nimate 6. stopnje, sorry, pa ne morete nastopati, pa fino mi je, ker po svoje, ker so me že ne dvakrat kam tako vabili, bi pa prišel tle, pa to delal, pa to, nekaj pa neka taka bolj izvršna funkcija, nekaj, in jaz nisem za to, jaz res pač nisem, jaz sem tako, kar se tiče organizacije, No, so to me zanima. prelagam na druge in če bi mi to fini zdaj reče, ta položaj, pa rabiš izbrati, sorry. To me zanima, Peta če si stopnja, pol peta po faksu stopnja, lepo šel delati proti 8-urni šiht. Ne, jaz sem skozi. Jaz sem dejansko učil nekaj časa, še med faksom, ko sem bil absolvent, sem učil angleščino, nekaj na osnovni šoli, pa na nekih jezikovnih šolah, na gimnaziji sem učil maturitetni tečaj 2 leta, ampak pravzaprav pa sem imel 2 leti, sem imel edini red, pa še šihta je bilo to, ko sem na Mladinski knjigi delal kot urednik za mladinsko leposlovje. To imam 2 leti tega pisarniškega, še drugače pa... Kaj pa nemščina ti šla, kak drug tuj jezik še? Ja, obvladaš? nemščina je, ful sem poslušal nemških raperjev, pa to. Res? Ja, in so še zdaj, Tega pa ne sem si poznam. neke Fetas Brod sem si reissued, zdaj na vinilu kupil, pa Filmsterne Deluxe. Se pravi, pa je bil v tvojem lifeu, ko sam rap, nič, kak metal preskokal. Metala je bilo ful, Bilo, ne? mislim, veš kakor, tako je bilo, ne, ta naša družina je bilo tako pač, ne vem, 20 ljudi, 30 ljudi, 2 so rap poslušali, drugi so bili pa metalci. Pa ste imeli kak band ali si solo repal? Imeli smo dejansko tam v Kravlju, smo bili DTP, Downtown Pijanci, poučno ime, ker sem da jaz, pa Dohtar sva repala, pa kolega, ki je bil kot DJ oziroma malo za muziko zadolžen, in Luka, ki je zdaj oblikovalec, čist hud industrijski dizajner, Stepan, in smo bili tako, neko krilo, ne, pač repersko, ampak tam smo itak, pač ta alter scena se je družila, se pravi, glih ta downtown je bil takrat nek center tega dogajanja, pa pol naprej od nekaj koncertov v jazzu, pa te poskusi razni, kako dobiti nek MKC v Kranju, oziroma nek plac za koncerte, kjer so pa bili punksi s Šulcem na čelu, ker so tam bivšo klavnico za skvot, srov pa leto, ne. Jaz se te spomnim, enkrat smo skupaj igrali, mi z bendom, ti pa ne vem, mislim, da si repal, pa ne vem, je bila Metelkova ali tam neki tasga, imam pa v glavu nek, kakor je bil dogodek, neki povezan z besedo Molotoka. Imaš to kaj v spominu? To je že dolgo, to je 25 let ali pa več. Kje pa bilo to v Gali? Ne vem, spomin imam kakšna Metelkova ali pa kaj Jaz ampak kje na Metelkovi? Zunaj je bilo. Zunaj pismo. Zunaj je bilo. Spomnim se te tako prav živo, pa mislim, da sem imel takrat ti se rek, mislim, da sem ga večkrat slišal. Srček dela tika taka. Taka, ja, kje kdo so ima ključ od mojega Škodilaka. Škodilaka. Ja, to je bil ta hitič moj. No, to se spomnim. Ja, ne, in pa smo tako, dejansko smo ful s temi metalci, pa rockerji smo, imeli smo celo nek projekt, ki smo to bilo, ki smo se veš, ful so delali te gimnazijske plese na Primskovem, ne, v dvorani še, preden so jo prenovili, in smo tako tuhtali, mi tudi nekaj imeli, pa, kaj če bi naredili nek jam band, pa gremo, veš, pa zmeri, a ben noče ta prvi igrati. Ja, Mi pa prišli za en plato igrati, veš, in smo se ponudili, in smo ne dvakrat tako igrali, in smo bili, sploh da je bil, to je bil na bobnih, je bil, mislim, da od Pocarjev, o moj bog, komu je bil premes, ga pozabil, pa vem, da na basu je bil Spretan, pa mislim, da celo Jimmy
da je kitaro od Free Spiritov, da je kitariral, jaz sem rapal in smo neki jamali, neke ne tekste, imeli smo pač Killing in the Name of smo igrali, pa to ne. In je bilo tako kul, veš, pa smo. Pa doskrat smo tako jamali, pravzaprav tudi s temi kolegi metalci, ne, pač bili smo tle najbolj povezani z Godscardi pa z Obdakšni. In smo doskrat tako, ne vem, zvečer pač lokalu je bilo konc in smo šli v zakloniše, pržgali inštrumente, igrali, freestylov zraven. Tako da je bilo zelo, zelo brbotajoče. No. Jaz sem pa bil enkrat v situaciji na Metelkovi, ki jih preomenil nihče noče igrati prvi. Bi pa takrat rad zamenil, da bi bil prvi. Ker smo imeli tonsko vajo ob 6. popoldan, špilali smo pa kot zadnji ob 1. Če pa prvi igrali, bi pa to zadnji tonsko, pa bi šel direkt gor. Prej bi šel domov, mislim, smo bili že utrujeni do takrat, veš, od 6. do... Kaj smo že ti za en band, štartali smo z Kdo, pa smo se pa iz večjih bendov teh lokalnih, kasneje izbrali, smo bili pa Galama. Ok, ta povezava s svojo Škodo. Nekaj sem jaz enkrat ulovil, ti si tudi za neko njihovo revijo pisal ali bil nek... Ne, mene sem krat za to njihovo... Ali bil pa sam intervju? Sam intervju bil, kao pokaži svoj avto, neki so me... Da bi ne, pač Škoda, ne, ta refren, ta Škoda je bila pa nek joke, čist tako, pravzaprav... Slučajno sem bilo, ker sem delal takrat za nek drug avtobrand, pa ne vem, smo pa malo Ja. iskavo delali, pa sem na tebe Ampak to je bilo pravzaprav čist iz tega, je bilo pač to, da sem fural neko Škodo, bolj razklumpano, ne, in itak je bil Škodilak, ne, sem rekel, pač tako. Ko pa zdaj voziš? Zdaj sem pa na Peugeotu. Peugeot. Malo večji. Malo večji avto, ja. Tudi zaradi predstav pa tega. No, v glavnem, in pa ne vem, kaj, mislim, da je šel ta refren, pravzaprav Srček dela tika taka, kdo ima ključ od mojega Škodilaka, je bil malo navdahnen z Redmanom, Zima, Who Got the Keys to My Bima, in so neki, že pa sem, ne vem, jaz sem, Škodilaka, veš, pa Škodilaka, ne, Srček dela tika taka, pa en tak znan refren in se pač je bil, zdaj sem pa na teh avtih, kar rabiš, recimo, ne vem, prejšnji, ki sem ga še imel, še je malo večji, tudi en ta Peugeot, enoprostorc, je bil. Dejansko smo imeli brade, ki smo igrali, se pravi Perica, pa Bergant, pa jaz, pa tehnik Gežo, smo imeli tako narejeno predstavo, da je šla v moj prtlažnik. Se pravi, vsa scena, ki smo jo razstavili, vsa oprema se je dal vzad dati, ne, in pol v 4 ljudi not v avto in okoli furat, ne, tako da zdaj imam manjši prtlažnik, pol, ker nimaš več vozička povsod za okoli za šopat, ne, lahko greš malo bolj ekonomično. Jaz sem se pa na špile, kadar sem mogel svojo baterijo bubnu vzeti, sam vozil, drug bend po drugem avto. Pa pol zmeri, mi lahko posodiš snare, ne. Kako je čak, snare imaš ponavadi svoj pa činele, no, bas pa prehodne se še posoja. Snare, činele pa bas pedal. Pa stolček po želji, če imaš kaj tako. A si bil, to mi povej, enojno ali dvojno nogo? Takrat se je dvojni pedal šele uveljavljal, tako da sem na enega igral. Ampak sem bil kar hiter na enem, no. Sem pa pol probal s dvojnem pri enem kolegu, pa nekako bi rabo malo več. Ta motorika na levi nog je bila ne še tam. Ja, mi smo imeli te okrake, sta pač Deki pa Tiger sta bila unadva, ker sta bila ta glavna metalska bobnarja. Pa je bilo tudi, mislim, da zdaj pa ne vem, en od njiju je imel dvojen pedal, en od njiju bil pa toliko nadrkan, da je pač ni rabo dvojenega, pa isto delal. Se to še zdaj že prodelati, če zdaj imaš že trojna, pa četvorna, enkrat dodariš, pa ti dvakrat naredi, pa imaš po dva, pa dela ampak veš, že sam dela, ne, mislim, ti to naredi z nogo, ne ono, da pritisneš, pa se zgodi. Tako ka pol tolka delaš ta trep na te triolce vzad, ka ne štimaš na ritem mašine. Se pravi, avto tep ni nič kak ne, avto je meni prevozno. Mislim, gledam na tem pač, da je udoben, pa mislim, šaltov sem na avtomat. Ko pa štrom te kemika, elektrika? Kako pa štrom? Toliko delam, da zdaj se počasno sicer prhajajo, a ne že take, pač, ampak jaz veš, kaj delam vsak dan loha, veš, naredim 300-400 kilometrov
Še tako, pa zdaj tale bo tudi še par let zdržal, ne? Tako da dokler nam nujno ga ne bom. Je pa še jaz naredim na 35 do 40 tavžent na let in pol se Lepo. kar nabira. Ja. Ok, rečemo tvoj poprečen dan. Imaš poprečen dan, ali so vsi se razlikujejo? Zdaj, če ni nastopa, to pomeni, da zjutraj, da sem pisarniški delavec, pravzaprav, da zjutraj, ko otrok gre v šolo, grem jaz v pisarno in tam delam. Zdaj pa ali prevajam, ali pišem, ali nekaj ustvarjam. In je tako, zdaj sem si naredil rutino. No. Čas sem ful še v pisarni igral, pač, bomo kavico spili, pa in Hearthstone odigrali, malo za priti na delovne obrate, pa je ponovadi znal zelo hitro 2 do 3 ure tega Hearthstonea se nabiti, tako da zdaj imam, tako da zjutraj kavo spijem v dnevni, lepo si dam eno plato gor, poslušam lepo v miru, odigram en Hearthstone ali pa 2, pa poklopim in grem v pisarno in tam pol brez nekih motilcev. Se pravi, si daš omejitev, koliko delaš, pa koliko imaš za familijo, za sebe. Mislim, dejansko imam to, da hvala Bogu sem v tej poziciji, ki si lahko to prvošam, je, da pol popoldne, ko smo skupaj, ja, da mi pol ne po neki 4 uri, če ni nekega nastopa, niti si lahko prvošam, ja, da se mi ne zajeda v ta čas, tako kot včasih je. Povej mi, koliko ur na dan spiš? Premalo. Kje se to na 5, 6, 4? Ne, probam nekih 5, 6, tudi 7. Zdaj si malo miren, kako kaj spim, pa koliko imam tega globokega spanca, pa REM-a. Pa te to, ki zmatra, ali ti je škoda časa za spat? Ali? Ne znam zaspati. To je bilo to, da ne znam zaspati, pa če zvečer ležim, pa sem se bi lahko še kaj bral, se bi lahko še kaj in sem kar ne da se mi zaspati. Moram se malo presiliti, pa reči, da v redu je, ni treba čakati do takrat, ker res ne moreš več, ker že oči se zapirajo, da pol nekako butneš dol, ampak probam, ja, vsem si malo zrihtati, da bi bilo, no. Pa se tako vzameš, rečemo, če za kakšne hobije imaš, kaj razbranja, kakšne križanke, šah, Rubikova kocka. Kolesarjenje, to je sicer ne hardcore. Specialka? Ne, ni specialka, imam nekega, lani sem si nabavil novega enega, sploh ne kaj so zdaj te, ki ima dejansko sam še odspred sam enega, vzad pa ful nekih, 17 ali koliko 18 zobnikov, tako neki, ki so večinoma poravna malo klancno, kakšne te malo razgibane, ni pa zdaj, da bi po host hodil. Ne. Pri meni je edin to problem, pač, ker sem res sred klanca in pa kamorkoli, če hočem imeti s kolesom, pa tako, da vem, da bom tudi lahko do doma prišel pol s kolesom, nazaj ga moram dati na avto, pa se nekam odpeljati. Ti imaš posod navzdol, pa imaš pa še... Jaz včasih šel tako, da sem šel za bajto, pa sem šel čez vas tam, pa pol gor do Bršljenovce, pa tam, ko imamo Lovs dom, pa vse nekaj čez Hosto se vozil gor in dol. Ti se je bilo lepo malo, pač, ampak je bilo še na prvih 5 minutah je bil tak klanc, da z dušo spust, da sem šel rekel, ok, gremo kar malo pešraj. Ampak pa je pa bilo, pa gor, pa ne vem, tam se pravi, pa nazaj glede pa pol trojanskega klanca pa prevoziti do doma in je bilo tudi, ampak sem bolj, ne vem, zdaj mi je super to, ko imate tle uštiman tam na začetku doline, ker so te kolesarske poti, to, da se furaš malo stran od ceste, tisto mi je najbolj grozno, pač, da se moraš. Prej smo super, čez Črn graben imamo dejansko čez cel Črn graben speljano skoraj za nekakšen kilometer, da nimaš ob avtocesti, ki so te služnostne poti, oziroma to, ki imaš pa za kmete in tam je super se z kolesa voziti, ker je smir, bene skrbijo, ti bo, ki ti v kakšen... Ja, meni to cesta naštima, ogromno sem kolesaril, ampak sem res raje imel hrib, da smo pa za nagrado čez Hosto spust. Ne, jaz nisem, bremzice, diski pojejo, ko grem dol, To pa more, to spusti pa nobenem. Nisem adrenalinca toliko, da bi rekel, zdaj pa to. Še kak šport mogoče, ki spremljaš, nogomet, košarka? Ja, košarko itak. Kako si zdaj rečemo prestop, Ja, težka je bila, ampak zdaj se zelo kar se navija. Najbolj je bilo škaj, ker dejansko NBA prej nisem to, vsi Dragiča sem spremljal, ampak mogoče ne toliko, recimo, ker Perica, kolega Jerkovič, on ga je pregledal meni, zdaj vse Dragičeve
tekme v NBA-ju, pa ne te sežete, on je pol čez dan pogledal celo. Ne vem, meni je bilo tako, veš, ko si kar malo vzel ta Dallas za tak svoj klub, pa malo, ko si gledal, pa kako, pa zdaj so tega dobili, pa to je bilo, pa, a veš, tako, kao, ule gradimo, zdaj smo imeli lani bil šot, ne, pač v finalu letos, kaj bo. In pa tako, kar kva, ne, malo se praznega, pa čeprav veš, da ni neke racionale tle v zadnji, ampak... Jaz basketom nikoli nisem spremljal, ajde, Pol Dončić, Dallas, pa sem kak te highlights pogledal, da bi spremljal, ne, zdaj ki je šel v Lakers, so mi bili, ki sem bil mulal Lakers in top, zdaj sem pa eno njih tipov, ko po noči ostaja pa gledal. Mislim, ne, da bi se uro, ne vem, ampak slučajno se zbudim, pa ok, 10 minut za počakati, bom pogledal, ali pa 20 minut nazaj. Ja, ne, jaz zjutraj pogledam, koliko je bil rezultat, pa grem pa pogledati highlights, če tako. Je pa res, no, da pač od vseh športov sem res mesec košarko pa res skozi spremljal, no, od malih. No, tudi edini šport, ki mi je tako zanimiv za gledati. Pa znam, fuzbala ne štekam toliko, da bi lahko užival. Ja. Pri tvoji višini si tudi igral verjetno dosti. Ne, nisem, ker nisem imel neke šibke vezi, nisem imel skoka, tako da tam v osnovni šoli še, ker sem bil toliko višji do starih, da sem pobiral pod košem žoge. Ne. Pa sem šel pa med navijače. Okay. Kako je bilo s tvojo vodeno vadbo, ki si se odločil izgubiti? Je bilo to naporno, si trpel ali je bilo to tako, je tako potekalo, da si šel postopoma? Itak, da je naporen, ampak ti paše, ne. Pa vmes sem si koleno uničil. A celo? Malo, ja, ampak čist tako ne na treningu in kar mi je ven neki. In pa nisem toliko, pa je prišla korona, itak nisem hotel v fitness hoditi. Zdaj imam doma, no, imam ta malo bolj orang bike, na kjer mu delam. Zdaj sem spet, pa imam, ne vem, tako, lani mi je ratal full dol, pa druga polovica, pa spet neki bolan, pa pa tret, pa pozabaš. Kar je po svoje pač bedno, ker meni je ta zmatranost pol, ker si 1 uro razbijaš, se pravi na kolesa z nečim, je full dobra. Koliko na tem si to imel? 3-krat. 3-krat, po uro, 2? Uro. Zdaj pa delam, okay, zdaj me ta viroza, glih sem začel pred enim mesecem, zdaj moram pa tako 3-krat do 4-krat na teden doma, 1 uro na kolesu približan, tako da se razgodim, da sem pa sam še potuš pa ležati, ampak mi je... Pa si bil kaj na diet, si kaj kalorije, što rečemo, kar jaz moj primer, jaz sem 2017 je bilo, ne vedel sem dobil 10 kg, to so mi drug povedali, da sem se ugojil. In sem pa si zastavil cilj 2 meseca, 10 kg dol in sem dejansko štel kalorije. Si šel tako daleč? Ne, mislim, sem kdaj tudi, ampak nikoli čist v nula, ampak to, da na približen, da veš, da veš, a si pojedel 1500, a si pojedel 4000 kalorij. Na to, ne pa zdaj, a je bilo 1706, a je bilo 1720. Ne, to ne. Jaz sem mislil, pač 2 meseca sem si dal in sem imel toliko kalorij na dan, ok, gore, dole in je šlo. Ja, pač na približen se tudi vidiš, ne vem, koliko je. Pri meni je pol tudi to, da ko delaš, ko zdaj napol si rečeš, pismo pa nam zdaj tega zavrgu z eno vrečo čipsa zvečer, veš, ti je malo. Kadar pa ne delaš, pa zelo hitro zapadeš. Politika, spremljaš? Dajmo ne. Toliko me deprimira. Družina ne, politika ne. Politika pa, veš kaj je fora, jaz sem včasih ful delal teh nekih političnih satir, danes se ne moreš delati, no, pač, ker karkoli bedazga se spomniš tudi naslednji dan, ali pa že prej narediš nekaj še bolj bedazga. Da gre, tako, pač malo bežim stran od tega, zato ker nimam, ne bi rekel, sploh prostora, da bi lahko vse doumel, kakšno sranje se dogaja. Pač nočeš, vse spremljam na en način, ampak nekako se tako zdi, o moj bog, kam smo zavili, ker se je zdelo, da smo v neki, stopili v neko vključujočo družbo in vse. Pusto to. Stand-up, začetki, kdo te rečemo, te kdo v furu to, ti dal brco, kdo vrita, si kar sam, do koga prišel. Dejansko, da se ne pari z impra, no, da se tako sprobavali, tudi, ker smo v impro, že tako je bilo tisto, recimo, ko si vodil impro tekmo kot moderator, je bilo dosti nekih stvari, ki so zelo v temu bile stand-up maniri.
Ker počasi je bilo tako, ker si ti vodil pač impro tekmo, kudu, nedeljo zvečer, zbil na vrst, pač ok, si prišel, povedal par štosov, ki si jih slišal čez teden, so se vsi smejali, pa je prišel internet, pa so vsi te štose, ki so okoli krožili, že prek interneta dobili. Tako da so in pa si začel nekaj svoje stvari izmišljati, pa sprobavati in pa me je nekako zagrabil, pa videl, da znam pisati te stvari, da je odziv in... Ti si imel dosti teh intelektualnih šal. Je bilo kdaj tako, mislim, je bilo velika to, da je folk tako malo kako sekundo rabo. To je meni najbolj. So te, ki rabiš tista tišina vmes. Pa, ki se začne valiti, ker se zdi, da s tem pokažeš tudi publiki, da jo spoštuješ, da ji ne preneseš vse na pladno, ampak da morajo sami biti aktivno tudi udeleženi. Seveda, se delaš tu čale, ki so humorke, z nekimi butastimi premisami, bizarnimi, pa direkt poka, ampak se tudi vmes vse dati take, da ni. Se pravi, da ti rečeš A, pa rečeš B in tisto vmesno pot, pa da si ljudje, ne pa da jih za roko peleš od A do B, pa jim vse sproti razložiš. Potrud se, da ti bo smešen. Ja, vse to, daj. Si kdaj potoval, si bil še sam, rečemo? Ne. Te namika to? Ne, dejansko smo podbali za družinsko, si futbol prvo, takrat, kaj si bil študent, ki si pa imel denar za potovanje. Nisem bil pa tak, da bi šel štopati, mogoče tako zihraša, sem vse, ne, drugače pa zelo rad potujem, pa ne, se zdi, počitnice imamo ponovadi take, pravzaprav, da se nekam gre in pa da imaš poleg vdihaš ful nekih stvari, da se gre gledati, ne vem, što muzeji, galerije. Pa kje dopustujete? Hrvaška, greste ven, kam letite? Po Evropi. Smo Italija, ki je tako trikrat neka Hrvaška, meni se zdi. Pa kaj je to, hoteli? Ja, to, ampak je pa ful pol tega, bi rekel, da si kakšen dan si vzameš, pa si na chill, pa greš bazen, pa tako, pa greš, ne vem, en dan pa tura, gremo ta mest pogledati, pa ta muzej, pa to galerijo. In pa zelo rad po teh galerijah pa muzejih fotkam bizarne stvari oziroma pač neke slike, pa jih dajem v neke bizarne kontekste in to pa imam na Instagramu kot predavanje iz umetnostne zgodovine. Tako da to lahko rečem, pejte na moj Instagram, tam mislim, da prav piše, da imam, če bom pogledal, mislim, da prav, ko klikneš na moj profil in ko so te favorici, evo, umetnost in jih je pol milijona je nekih teh slik, kjer razlagam, ne vem, pač komentarji na klasična dela svetovne umetnosti. Ok, pa dopustiš, a imate tudi zimska dopustovanja, ki smučate? Ne smučamo. Pozimi gremo v tople kraje, mislim, ponovadi. Smo že ne 2 leti šli proti Španiji, ampak spet gledati stvari. Se pravi, stran od mraza. Ja, stran od mraza. Zdaj je bilo super, bili smo v Sevilji in sem izkoristil to vezo, ker pač, da je Boki Nahbar igral tam, pa sem rekel, kaj tazga, in da si usmeril v Italiko, ki je tako ven, kot bi rekel, ne vem, iz Ljubljane, če bi bil v Ljubljani, pa ne vem, Domžale, ja, nekaj tal, pa ne vem, če je toliko stranka Domžale. Ful ohranjen rimski kompleks. Na pol podrcice, ampak ful se vidi še amfiteater, ostanki vil, neki mozaiki po tleh, ostanki terem in je bilo tako noro. Sonce smo imeli, gledali smo starine tam, 2000 let stare. Najhuj pa to, da vse, kar smo gledali neki tle se videlo to, kjer ni bilo mene, veš, kao, ni v mestu. In to je bilo tam pa wow. In res ni bilo take gneče, tam pretirane. Se pravi, ni poležave na plažih? Ne, oboh, ne. Čim več videti? Ne zdržim jaz tega. Ok, hardware. Računalnik, telefon, tablica, klasika, povej, kaj uporabljaš? Kaj uporabljam? Telefon, tako sem se prej pogovarjal, sem še na 12. iPhone, čakam na 17, da ga bom. Mislim, da je to zdaj ta najdaljši, kar sem šel brez menjav. Ponovadi sem ga ne 2-3 leta. Zdaj sem baterijo lani menil in sem pogledal, če še v redu. Računalnik je R, 2 imam, mislim, za okoli nosati imam R-a, pa mislim, da je M2 čip noter. Cool. Pa imam nek ta mini PC, ki sem si kupil, ki imaš te obnovljene,
ki imaš te Ja, poslovne, ja, ja. pa jih pol cenej dobim. Imam... To je pocen zadeva. Ja, mislim, ne, se si tazga, da je orang, mislim, dejansko pa dobiš dosti rama, pa teh stvari, pa velik disk tudi za zelo ugodno ceno. Pa ne zasede ti, itak ne furam nekih hudih iger, da bi, tako da mi je tisto super za laufati, ker pač sem pa totalno, pač ne vem, delam v Windowsih čisto zaradi Worda, zato ker ima podporo za Besano. Ne, za to digitalno lektorico in ki mi res pomaga. Pri delu sem tudi z njimi nekaj delal, neke oglasne kampanje. In mi je to, no, pravzaprav, zato tudi hočem še PC imeti, ne, Windows computer. To tablico so pa tudi nek iPad Air, pa tudi ne vem, M2, kjer je noter, ne, pač Novejši. nek Glavni novejši, je. ker veš, kaj je super, me pa po svoje, no, ker tudi pač kdaj priklopim in na monitor, imam enega Dela, tistega, ki je širok, ne vem, pač za 3 okna, da lepo delam. Na srednjem je Word, na levem original tekst ali pa internet, na desnem pa slovar. A ne, prej sem imel 2, škaj, 2 sem imel, pa me zmeri motil, ker bi glih tako, ker bi rabo glih kot 2/3 enega in mi je pol posod en konc hodil na robe. In sem rekel, da je pol. Mene pri 2 imel, da moram iz aktivnega monitorja potem na drugem spet klikniti, da si pa ti in čas. Ja, tiste. In tle je pa super, kaj je to. In pa se kdaj, ne vem, recimo za delati scenarije, pa to zdaj, ker delam ta krst pri Savici za strip. Scenarij mi je fully rekel, ker v freeformu delam z ta Apple nek program, ki imaš in na iPadu za čečkati, oziroma pa imaš pa kot postite. In v postite ti pač natipkaš tekst, ki ga rabiš in pol premikaš levo, desno. In pol imam, si priklopim gor na monitor lepo MacBooka, in tam tipkam, kopiram, pa imam pa za sabo, pa tam pa prestavljam tako, zelo tako organski workflow, pa še te imam, no, Logitechova, imam pa MX, imam in tipkovnico in miško, zato da imam lahko pravzaprav na 3 stvari povezane, nekaj sam s knofkom predstavljaš in je glih to, ko imam pol tam, ne vem, ponavadi tudi, če kdaj kaj montiram, sicer ne pogosto, ampak ne vem, napisi v neki delam, pa zdaj tle, sam 2 knofka pritisneš, tam urihtaš nazaj in je tako, majka. Appleova tipkovnica pa miš mnogo. Mislim, veš kako, Appleovo imam na laptopu mi je the best, tam je pa čisto, ne vem, navajen sem na tega, že prej sem imel te gamerske MX-e, pa to predvsem, zakaj mi je všeč, ker ima veliko knofov, meni je to važno in si zmeri naštimam te 2 knofa, Ctrl, copy pa paste, ker ful delam s teksti, in imam te, da imam copy pa paste tukaj, da ni treba vsakič tak, ampak sam z miško klikam, no to mi je. To je super, to je super. Ful pohitriš delo. Pa nisem pa človek, ne morem imeti pa mehanskih. Jaz sem pa v tem zdaj. Jaz pa ne morem, enkrat sem jo imel, Tomo me itak z influencov, in ampak ni, veš kaj, toliko časa sem imel te neke nizke, da nisem navajen toliko prstov. Ima že tudi nizke mehanske. Ja, ampak zdaj imam te, ta Ti štima, seveda. Ok, hardware, pa recimo, da je to tudi neke sorte. Vinilke, kako mašino imaš? To vem, da je tvoja neka strast. Ja, Kako pleđa? Vinilke, to smo odgledali kot mulce. Mislim, zdaj, ko imaš to... Zdaj pa let pa pol na novo. neki tasga. Mislim, da imam... Gramofon je Audio-Technica, No, to je značno poznam. nek sreden model. Mislim, Audio so tako... Veš kaj, fini so, sploh ta recimo serija, ki jo imajo 95 glave, je, ko imaš ti, se pravi, ni treba cele glave menjati, ampak lahko sam stilus. Se pravi, ti glavo obdržiš in sam ta stilus, ki je iglo, sam dol daš pa novo gor. Zdaj sem si naročil, ker zdaj po letu pa pol se je ta osnovna že kar zdrajsala in sem si eno malo boljšo. Naročil je pa pač, ne vem, tega sem, dejansko sva si z ženo izbrala ta model, ki ga imava zato, ki je v leseni barvi in pašeno marca. Rečemo ti igre, ki vplivajo na sorto glasbe, se pravi, da bi rečemo vmes, da bi šel pa to poslušati, pa zamenjal to iglo. Ne bi rekel,
tako, da prav za sorto glasbe, ampak že sam kakšen je, bolj je to pač koliko so velike. Ne? Ta osnovna je kar dosti velika, pa je tako sferična, se pravi elipsasta, ne? Se pravi ni okrogla, ampak je malo podolgovata, ampak je malo večja, ne? In bolj, pa imaš pa te, ki so Microline, pa nek japonski izraz je, tega, ki sem se zdaj naročil, pa zdaj prav pogledal bom, kako se ji reče, prav, da bom pameten izpadel, veš, koliko. So to drage zadeve? Te pridejo tam 150. Okay. Ampak ta bi bo zdaj trajala, a veš, 2-3 leta minimalno, preden se bo Shibata, se reče, Shibata. Pismo bi pričakoval več. Veš kaj, odvisen, koliko poslušaš, a veš, ene imajo 100-300 ur, ene 900 ur. Se pravi, to prav označen. Meni se zdaj, da sem ur. pogruntal sem, da je malo zato, ker mi je začel na notrnih komadih mi je začel bas prebijati. In sem rekel, je cajt zdaj za to, ne, se pravi, kaj je bolj nagnjen in zdaj, če kakšen audiofil to posluša, se verjetno križaš. Kaj sem videl od kolega, ki mi je kazal slike, kako to so oni neki vali, gramofoni, pa ne vem kva vse, pa glih toliko, da ne lebdi na zračni blazini, pa veš, ne vem, tam nima 3 palčkov, ki mu posebej vrtijo, ki jih je iz enih mušenc pobral, da vrtijo, pa zraven vsakič iglo na nov izostrijo. Jaz pa tle, to je vstopen model. Tudi nimam fino je, ker vsi te novi imajo preampe že noter, ne? Se pravi, da ne rabaš posebej ferša. In tako da imam jaz kar priklopljen, ga imam na se. Okay, se po izrazu ne poznam, ampak nadaljujem. Ja, imam en Marshallov box, ki sem ga že prej imel, tak je tudi za Bluetooth, ampak pač pa na kabel not priklopljen in je, tako da nimam dejansko, da bi imel 2 zvočnika, pa da bi tako živel prav v stereo vmes, ampak pač butnega, basi so in in sem začel pravzaprav to pa kar not padeš, no, in pa vidiš, in pri meni je bolj to, no, da nabavljam neke te plate, ki zdaj takih na novo dost izdajajo, pa oziroma tudi pri nas pa po tujini zmeri, pa kakšne te štacune zvinili, več tega repa iz druge polovice 90-ih, začetka 2000-ih, ki sem poslušal, se pravi, da je bolj neko tako, da imaš. Tam, ker itak ne veš, kaj bo s temi streamerji, kaj s pretočniki, kdaj se odločijo, to bomo dol vzeli. Imam sicer doma še nekih CD-jev tudi spravljenih, ampak nimam playerja. Ti bo pa mogoče enkrat, da tudi te stare rap plate, že tako, ampak pa tako mi je, tle pri vinilu je malo tega, da poslušaš. Veš, se pravi, ni, ali če si na Spotifyju si tak naštimaš playlist, tudi CD, preskakuješ, ali tudi CD, tak, pa si dal nukom, gledaš pa gor in greš ta flow albuma in to mi je všeč, da tako da dejansko mislim, da kompilacijskih plat imam zelo malo, nekaj imam, mislim, da imam od Bowieja, ki sem dobil nek best of, pa mi je bilo, pa od Pet Shop Boysov imam nek hud box set, 8 ali 10 plat, ki so vsi njihovi singli na platah, ampak tudi, veš pa, Kraftwerke, ki imam The Mix, ta njihov The Best of, z nemškimi verzijami, pa pogrešam, veš, kaj je to, Schaufenster Puppen ni nikjer, pa treba še une, za kakšne take neznane komade, ki so to še, če moraš vsem posebej tudi plate, to pa jazza dost, no, tako, ki ga z ženo ful poslušava in se pol neke te Blue Note klasike, pa od založbe, pa še take stvari, pa malo kolege, ki so jazzoje, kaj se pa splača, da jim malo povejo, veš, pa ti svetujo kakšne plate, iz 60-ih, 50-ih, ki sploh poznovni zdani, veš, samo kind of blue, ampak da so tudi kakšne druge zadevce. Ja, tale stream, kot si rekel, je kar nekako pokvaril ta feeling, no. Če pa svoje je dober, ker si res lahko karkoli. Sam nekaj čistega feelinga, rečemo, včas se spomnim, CD, ki so začeli v Ljubljano, pa smo čakali, kdaj bo to prišlo. Pa jaz sem kupil neki, kolega neki. Kaj ste vi hodili, punksi pa metalci, kaj ste vi hodili? Obsešne, kaj ste imeli? Samo obsešne. Je bil Neon? Ja, Ljubljano, kako se je pa reklo, pa ne vem. Ne, Rek je bil. Ja, točno. Rek je bil, točno. Tam, ja, mi smo reperi, smo pa hodili v Big Banga, ki je imel Džiza, ki je rihtal, pa ki je bil najprej na Wolfovi, tle, ki je zdaj... So takrat, sem jaz od CD-je pa, da še ni bil Big Bang.
Ta Big Bang je bil, jaz sem bil na faksu, to je 96, 97. Pa to sem bil pa že. to, pa še pa to In je dobil, ne. bil Big Bang najprej tle na Wolfovi, pa je bil tam na Čopovi, ki je zdaj Miller, pa je bil vmes še tlenik v Nami gor, ful so ga menali. No, ampak je bilo tudi tako, še je naročil, on je te prep plate, ja, veš, so prišle in si kaj pa ta teden novega in so bili 3-4 in tako si že malo po internetu brskal, poslušati nisem mogel, ne, sam pač novice Ja. in si ok, da je to in pa si tam poslušal plato, pa aha, pa zbiral, za katero plato imam ta mesec, kaj si mi lahko kupil, kaj je, pa aha, čak ne, to plato ima že kolega in ne bo ji rekel, da v nabavu, pa me on lahko posnel, ne, pa In koliko imaš obsežno zbirko plat? preveč. Kje so Se zdaj zelo. na 50, 100, 100 plus? Ja, 100 plus. 100 plus, 100 plus. pisano. Tako človek, en cajt sem je še na Discogsih sem se delal, zdaj pa nekako nimam poguma, da bi... Pa je problem priti do kakih takih holy grailov, se pravi, Ja, imaš to, kakšni so, zdaj sem gledal, recimo, ne vem, Grave Digger za The Pick, The Sickle and the Shovel, ena plata, ki je bila mi čisto huda, pa ko nimaš ponatisa, pa ga verjetno tudi ne bo, ker niso neki sampli zrihtani. Pač dobo bi zelo dobro ohranjeno tam za 80-90 evrov, spoštnina pa med tako, ne bi še, pa ne vem, ali ne vem, jaz gledam ful ta Ghostface, od Ghostfacea Supreme Clientele, ki tudi ne bo nikoli ponatisnjena zaradi samplov in tiste so pa tam, te pa tam 250-300 evrov začnejo, ali pa... se pravi, to je tujino vse. Ja, jaz Razumem, tujine, ok. pač od zbirateljev, kolikor imaš, ali pa ne vem, ful me žal, ta Billy Woods, ki sem The Maps zamudil plato, ki so pa zdaj, ki imaš pa tudi, imaš tako folk, ki izdajaš neke manjše naklade, ki so te neodvisne založbe in pa kaj čez je, kar je, ne, in bi tudi zdaj te Mapse, ki mi je, da pol, sem jo spoznal top plata leta, predlan, ampak se ni dal več na vinilu in bi tudi mogel nekih 300 dati, pa sem rekel, da je to pa ne dam, to bo pa streaming pol, še vseeno. Pa vsakak pečeš, da si da to, ne vem, da se kakšne Ja, menjave, Discogs. pa- Mislim, Discogsi so, je ta, kjer ima folk, kjer se tudi da... Pa imaš ne kakšne vem, pa- dealerje, pol, da mi prišpari, toliko boš dobil, pa... kako Ja, to- mislim, ne, tam je bolj tako, da ima folk ima svoje te pač zbirke, pa so Držiš te gor. kadile, vidiš, a ne, kdo je to, pač tako kaj na eBayu pola, ne, kdo ima dobre, veš, pa imaš ne, vem, neke skupine na Facebooku tudi, pa kakšni šopi, no, pri nas je recimo, jaz se zelo rad zahajam tle v Big Nose v Ljubljani, nasprot Sir Williamsa, ki imata Kapal Pasani, Štecunco, in imaš poleg novih plat, imaš tudi pol, tam ne paraš zabojev, par kištic pla, pa pol brskaš, pa gledaš, kaj bi bilo pa, ne, če kaj tazga najdeš. In zmeri se pol kaj, tako meni sem bolj to res kakšno staro, tako najdeš noter vmes, pa da je to. Preden greva naprej, ti smem dotočiti. Ja, v redu, ne, Dobro. kar. No, pa deva pol o pijači, kako reči. Kavo, čaj piješ verjetno, kaj imaš si? Zjutraj jug. kavo, ne, zdaj sem za kavo. Čaj je tudi, ampak nisem čaj, sem bolj tako neke te, ponovadi kakšne matere, tašče zrihtajo, pri kakšne znati pravi, tle smo pa dobili neke une domače, kaj tam kakšna gospa nabira, pa pol suši. Pa si tisto, pa tako, ni, da bi bil pri kavi, pa tako mogoče, no, to sem tam Pa si pri kavi, nisi pol tako, da bi kakšne ekstra kave nekaj kupil. Mislim, pa... ne, tako ja, mogoče gledaš, da ni glihuna zdaj te najcnem leta, pač v zrnu jo, pa da je malo. Tako nisem pa uno zdaj, da bi, zdaj sem pa jaz le espresso mašin, pa zdaj bom najprej 2 meseca sploh, da bi naštudiral, kakšna je ta prava temperatura vode za to kavo, pa vse to. Mislim, rad kdaj kakšne take, sploh sem všeč te ful kisline, ampak da pa doma toliko pica izlasto pa. Kava pa gremo. Kaj bi se tako, jaz sem pač, imam par teh pogruntanih, tudi industrijskih, ki so, ki ti zelo fino penco vse naredijo, ponovadi tako v Italiji nabavim te stvari. Ko pa kaj rečemo, pivo, viski, džinsi, kaj v tem, si kupiš zdaj kako flaško, tako kaj bolj ekstra. Ma ja, veš kako, pivo sem bolj tako, ja, na nek kraft sem mi zelo, no, IPA, sploh kakšne te hazy IPA so mi všeč, tako zelo citrusaste stvari. Pri viskih je pa tako, pač itak takrat, ko začne spoznavati viski, si daj mi škote, jaz hočem, da je v mojih ustih gori, da čutim ta pepel. Pa tam viski
ali plata. Ja. Ne, ampak pa sem, ne vem, v zadnjih letih sem, ne vem, postaneš starejši občan, si bolj, kako bi rekel, mellowed out, ne, bolj tako easy si. In se zdi, da jaz sem za Irc, ful sem fan Ircev ratov, no, ki so malo bolj sadni in sveži in tako. Najraje posegam po teh. To me zdaj pa tako odkrivam. Pa še enega tazga, en irski viski je kaj prav, mislim, zame pa za vse, ki pišemo knjige, narejen kaj writer's tears. Kaj pa IPA, rečemo, so tudi dosti tako sadni, ko si omenil? Ja, ipice so lušne, kar se pira tiče. Ok, hrana, kuhaš kaj? Skozi. Resno? Ja. Super. Več kot žena ali? Ja, zato sem jaz tiskaj doma ponavadi. Aha. čist tako, pač med tednoma, ne. Sem pač čist tako, kar je. Ampak, a veš, ne, meni se zdi tako, veš, če sem jaz čez dan doma, pa če žena pride popoldne šihta, zdaj bomo pa še 1 uro čakali, če lahko naredim. Ne, pa rad se smukam po kuhinji, malo odkril, ne vem, zelo sva fan oba nekih teh azijskih stvari. Danes me čakajo, če sem skupil na ta male kumarce, da jih lepo naseckam na harmoniko, pa da jih z goču jangom malo začinem zmariniram, da bojo te super. take stvari. Ja, ne, skozi se neki, pa fokače rad pečem, pa ne vem, kruha sem nadal več, med korono sem itak v druži padel, sem zelo dober kruh znal narediti, no, se moram pohvaliti, ampak ne da se mi vsakič to. Kaj pa žar? Žar sem pa zdaj v fazi kupovanja novega, ker sem pogledal tega, koliko že 8 let, prejšnjega. In sem pogledal, dejansko zadnje 2 leta smo imeli toliko nekaj stvari, sploh nisem imel cajt ga odpreti. Ga moram zdaj štrajfiksati, pa prežgati, če vse, prijem ga naprej, dam enemu kolegu. Prevelik mi je ratov. Sem pogledal, da se je ful dobro imeti unga, ampak... Mislim, pa kaj je to plina? Plin, Genesis, ne, vebro. Sem pogledal, da pismo, sej ne rabim toliko. A veš, pač takrat ne, 2krat na leto imaš full ljudi, ja, je fino, ampak ponavadi, za familijo sam je v njih 60 cm čez glavo dosti, tako da zdaj malo izbiram neki, kaj bom pa... Imaš že kaj gledan? Pa ne vem, gledam, brat ima Napoleona. Napoleona bi jaz predlagal, ja. Je to, ali gledam tudi vse mogoče, ali neke te Spirite, ali Genesise, še kaj sem fora, gruntam pri Vebru, da bi to, ker če stanem na Vebru, imam doma še ful teh, imam vok, pa unoplat, stvari, ki not pašejo, a ne. Ja, se ta Weber je kar tako, drage zadeve, pa nestandardne dimenzije. Ne moreš nekaj drugega noter v njihov... Čeprav, če greš na Amazon, pa napišeš, replacement imaš vse. Ko pa suvi, si kdaj to delo s to mašinerijo? Ne, o moj bog, ne, kupil sem si, kaj je bilo, to je eno od njih stvari, ki sem misliš, kako bo se ne 2krat delal. Ja. Pa ne, ni nikoli mi pol, da bi zdravo prišel s tem. To je ena unika, pa še vsi govorijo o tem, pa si, pa reči, ne, ni. Meni velikokrat prav pride, ko kaj delam, pa zdaj pa nimam časa se veliko s kuho ukvarjati, bom za to lepo noter. Kupel, pa pol samo malo na hiter, pak, pa ja. Se pravi, azijska si rekel, kaj še kjera druga kuhna? Azijska, italijanska, indijska ti štima? Indijsko, ma ja, tudi ja, kakšni kari, kaj tazga, pa pravzaprav dejansko zelo odprt do veliko stvari. No. Zelo mi všeč raziskovati, se igrati z okusi, spoznavati neke začimbe nove, neke stile. Pa vse, veš, od nekih fancy do ne vem, v Italiji si zmeri vsakeč na počitnicah, čeprav je bolj zimska hrana, si nujno prvošem ribolito. Ne, te neka mineštra, en dan star kruh not dajo. To je pač način, kako ga ponuditi, ampak ena taka fina čorbica, ki je, veš, od nekih preprostih do kakšnih fancy stvari vse. Okol. Pa imaš kako tako je, da bi rekel, tole je to, da tudi drug rečejo, tole pa Boštjan. Je fokača znam kar. Ne, ful mi je ena taka stvar. To je dobro, reč, da imaš neke take edine, tista klasika, pridete k meni na stejke, na burgerje. Ja, ma ne, ponavadi delamo kakšne, ma ne vem, kaj so. Zdaj, lani sem najdel recept in ful rad delam, temu reče Američani kao take-out style garlic broccoli, se pravi, da vzameš brokoli in ga zelo malo sam povreš, že not v omakci, pač, ko ga narediš s česnom, malo ingverja,
sojna omaka, vin za kuhanje, kitajski. In pa narediš pol ta podmet, mislim, ne podmet, pač za zgostiti, pač voda pa gostin, ne, škrob, da ti naredi to omakco, fino gosto in je česnast, pa ta brokoli, brokoli ponovadi samo na vršičke. Tle pa cel stebel lepo na cekinčke narežeš in ti zraven noter in tiste, to se zdi, ta zelenava mora biti čvrsta, mora biti, nekaj gori, da je Francija, Nizozemska, tam cvetačo recimo srovo jajo. A veš, sej pač kaj je, ne, sej, ko so navajeni tega, pri nas priješ, prav se najhuj ta zločin, ko dobiš vne, smo vam dali malo te mešane zelenjave k plošči, veš, pa tisto kar fiolo pogledaš in se splošči, sploh ti jo ni treba, veš, tako, to, ki je razkuhano, da sam pogledaš, pa tako ne. Imaš kakšne nasvete pri kuhi? Kaj tazga, veš, ne vem, kaj bi rekel. Ta fora s česnom, da ga daš, da ga že ljubiš. Meni se zdi, da ta microplane je zelo fina rešitev. To, če nima microplane, je ta mala, zelo ta drobna, ta ribažanček, ki je ful dober za te stvari. Pa recimo to, ful olajša, pa kaj s tem, kaj tazga, koprc, meni je koprc čudovit. Koper, jaz bi ga posod lahko dal in mi je nek super recept, mi žena najdla, ker nekaj juha, por pa krompir in pol tega koprca noter namečeš in to je, prez ga tako ful težko dobiti in se bak, tako, ker vsake do cajta, ki ga kje vidim, mislim tako, praznik. Kaj pa kuhinjski noži, imaš kako tako zbirko, si tako? To mi je pa žena kupila že ful pred leti pri Ostrem robu trojico, se pravi enega ta mesnega, enega tega za zelenjavo, pa unga ta dolga, ki ga imaš veš, za filirati oziroma to. In sem jih lani nesel na nov nabrusati in so zdaj, sicer sem si še kupil uno, da jih bom sam še pol doma, pa mislim, da nazaj nisem pa zamenjal za kakšno mandolino, ker mi je raje enkrat na let nesem kaj, pa rečem, da dajte mi vino, orank nimam jaz, pa tako 40 ur tam. Imaš kaj tako še kakih mašin, kakaj ti cvrtnike na vroči zrak? Ja, air fryer, dejansko. Air fryer je tako dvojen, unga z dvojnim smo ga, kaj imel otrok neko fazo, kaj je ful nekih takih, mislim, fino je za pripraviti za kakšne stvari ali priloge ali kaj not, tako zelo olajša, pa da ni treba cele pečice laufati. Tako na hitro gre, takoj se hitro imaš segret. Se greje, recimo tudi, evo, ko so bili cvetačo, ko so prej omenjali cvetačo, a veš, malo v olivca, malo začimb, pa not v unga daš in so super, pa to cvetačo ven, pa sam tahini, če imaš tekoč, ali ga pa malo razrečeš, pa tahini čez. Jaz sem glih prejšnji teden dobil udar, ta air fryer tudi, 2 košarci, 4,5 litre in je super, zdaj kar že cel teden malo testiram, kaj se da narediti. Lušen, nobene svinarije, takoj segret. Škoda, perutničke not delam. Včeraj sem jih delal. Perutničke noter, malo premešaš, ven odlijaš. Perutničke, 25 minut, zahči sem delal 25 minut, v drugi košarci krompir pečen, 25 minut, oboje narejen. Ja. Kosilo. To je to. Košarca še proizvajalci cvrtnikov na vroči zrak, prosim, plačajte nama. Ja. Če ne drugega bom rabil peki papir. Z robovi. Zelo hmal. Ok, zdaj to tako, če imaš. Zdaj pa recimo, da ti dam jaz 5 evrov, te pošljamo v trgovino. Kakšno obrok bi mi lahko pripravil, če imaš pol še osnovni sortima? Aha, zaprav so pa to. Za 5 evrov. Pismo, kaj pa dobiš za 5 evrov? Rečemo azijsko, ja ne bi šel. Ne, kaj je gruntan? Zdaj gruntan, če dobim en ta velik paradajz, pa papriko, pa jajc, pa čbulo, to dobiš. Seveda dobiš. Od Napota imam ful dober recept za sataraš in to ful rad delam. To so za kakšne te vikendi, za zajtrke. Se zdi tako fino sloč. Nekaj tazga bi naredil, oziroma, 5 evrov, kaj bi bilo pa še kaj drugega? Ja, mislim, lahko pa, evo, ta druga varianta bi bila pa ramen iz vrečke kar, ne, en pač te, ramen, ampak zraven pa jajca,
7 minut, nekaj 7 minut, da je vmes še, da je rumenjak še mal, pa to zraven pol gor. Fintica, pač izboljšaš malo. Dobra finta, to si pa res poceni skuspel. Ja, tako da. Pa v to, 7 minutih. Ja, pa veš pa kaj tazga. Ne, mi doskrat je kdaj tako, bog, kaj pa zdaj pa dajmo na hiter, si neki iz vrečke tudi kdaj narediš, čeprav veš, da ni gliha, ne. Ampak glih to in pa se daš ta jajc zraven noter, mogoče imaš kakšen meso, ki je faširan, glih mečkan, a veš, glih malo še zraven potresaš in si pol nadgradiš tisto, kar ponujajo s polic. Ok, prej si rekel, da pač ti kuhaš, ker imaš čas. Kdo bi pa rekel, da bolj kuha? Žena ali ti? Jaz sem tako rekel, da... Ali žena bolj za sladice? Ne, mislim tudi to rada, ne, ampak jaz bi rekel, da ona je bolj, večkrat, doskrat si več upa. Prenese kakšne take stvari, pa jih pol počasi tudi jaz pol. No, jaz doskrat znam zelo ziharaš biti pri kakšnih stvareh, ona pa pol kaj novega poišče, pa prenese, pa tako da... Meni se zdi, da je super, pa ne vem, najbolj pa tisto, ne vem, skupno. Jaz imam ponovadi sekljanje čez. Jaz zelo rad sekljam. Ja, lušno. Sem zelo metodičen, kar se tega tiče, da mi čebula, da mi za sofrito narediti, čebula, korene, zelena, naseckam. In kje je jed, ko jo ti pripraviš, pa ima žena najraj in obratno, da je ona pripravi, pa da imaš ti kot njeno jed najraj. Bog, to pa zdajle... Jaz sem beznopan. Sploh nekaj, toliko je nekih stvari. Ali pa ne vem, tri vrš. Meni je ful všeč njena Pavlova. Aha. Kaj naredi, to bom zdaj tako... Pa rejo, recimo, ta juha, ki jo je ona prinesla, recept, meni je to. Te razne juhe, čorbice, mineštre, take stvari zelo rada dela. Rekel, da se kar preliva. Zdaj, ko bo poslušala, bom rekel, kaj pa unke sem takrat naredila? To si pa pozabil. Ja, cimetovi pišu, cimetove zvezdice, prosim, naredi jih že dolgo. Kaj pa obratno, tvoja jed? Mislim, ta brokoli je kar... To je tvoje mnenje ali to bi bil tudi njen? Ja, tudi ne bi bil. To je nekaj tazga, ki se zdaj glih toliko malo seka ven iz nekih teh klasičnih okusov, pa to, kaj brokoli na zob, ne vem, al dente. Ja. Koliko si pališ po prehrani? Je kakšna jed, ki si jo že probal, pa je ne moreš več, ali pa da jo še nisi, pa že veš, da jo ne bi? Ne, sem zelo odprt. Škera ena stvar, ne zakaj segedina mi. Res? Jaz sem bil ful izbirčen kot mulc. Tudi daš zelenave, skoraj neč. Pa sem pa se navadil, zdaj res uživam, v večini tudi ne vem, tle sem se vampe navadil jest, čeprav sem jih imel doma, ne vem, kot mulc za nekim unim, imaš un von, ki jih 16 ur umijo, ki jih umivajo, pa v ekonomloncu, pa perejo, pa nazaj, ne vem. Se zdi super, če so narejeni. Ampak ne vem, segedin je pa ena taka, sploh ni racionalno, ampak ne vem, nekak se, veš, pa da mi kiso zelo, super, a veš, nekaj vse, ampak ne vem, v tej konstelaciji ne vem, zakaj mi se ne srečava. V redu, ni problema. Prvi večji koncert, na katerem si bil? Tistega, ki lahko izpostaviš. Prvi? Kot mulo. Večji. To govorijo bendi, ko pridejo. Ja, ma ne vem, bil sem kot mulj, sem bil parkrat s fotrom. To so bili te balneki, ki so po šolah igrali Mačka Murija, pa je bilo, to je velik koncert bil, ne? Jaz mislim, da kakšne take tuje bende. Ja, tuje bende, ja. Ti si velik koncert. Pismo. Mislim, zdaj en tak prvih, kjer je bil, pa je bila Hala Tivoli, pa mislim, da so bili Naughty by Nature, da so bili pred Beastie Boysi pri nas. En od teh dveh, zdaj pa ne vem, Naughty by Nature, ali so bili pa Beastie Boys. Na Beastie Boysih je bil Alien tudi zraven. Se pravi, te dva sta taka prva večja, no, da sem bil. Zdaj pa probam se spomniti, da sem bil kot že prej v srednji šoli še na kakšni taki stvari, ampak ne, mislim tam te, veselice, ki so bile, Kranjska noč, pa cel trg, pa to, ampak sem pa pol, ne vem, imel od tega, ne vem, ker so kolegi, pač se jaz tudi zraven kdaj pomagal, novi klub ljubiteljev glasbe v Kranju, ki je, veš, pa smo pol, ne vem, Treja Ezek, od Morbid Angel sem fural okoli, da si šel nove hlače kupiti, ker so se mu strgali, in pa take. Tako da je bilo, meni se bolj tako, več koncertov sem meni se skoraj doživel v backstage-u, kakor pa spredi.
Kaj pa kaj drugega, rečemo, če bi bilo kakšnega zadnjega, kakšen nastop, gledališko igro, mogoče balet, opero, kaj ga spremljati? Zdaj, mislim, Lahko tudi zdaj stand-up, lahko zdaj stand-up. čakam, da grem gledat tole opero za 3 groše, ker so drama pa opera skup naredil na zadnje. Kaj sem gledal v teatru? Bil sem na Siranoju, lani v drami, ki sem ga jaz prevajal, se pravi, da sem že, ampak je ful v redu predstava ratala, pa ful nimam toliko cajta, ki bi hotel, zmeril na pa bomo šli, pa ne vem. Zdaj tako rekel, za priporočiti, evo, pa tlele, ki je dosti bliz, Blue Note je meni super plec. Ja. Ki ima in jazz, in kakšne bolj pop, kakšne funky stvari, recimo, pa spet, evo, ne, že zadnje par mesecev ni bilo sploh cajta, da bi šel kaj, ampak recimo tam, imaš kakšne jazzere, je zelo fin plec za pogledati. Pa se verjetno sem upal spomnil, rekel, jaz res, to sem ga Perico sem zadnjič gledal v Cankarju, super izpadel. Cankar imel, ugadal sem imel 2, pa zdaj bo pa še novembra, bo še eno ponovitev naredil. 2krat razprodal, so genialno. Lepo, prav. Trenutno glavni fokus, kar se tiče dela. Trenutno glavni fokus je morala bi biti Kika in Riki. Ena otroška knjiga, ampak sem toliko padel zdaj že v raziskovanje za Krst pri Savici, ki ga delam za Škrateljca, za stripovsko, da verjetno to prej naredil, ker sem čist, to mi po glav brenči. Sem pa pred kratkim oddal en prevod, to sem pa prejšnje mesece za MGL, sem prevajal od Evgenija Švarca, od enega Rusa, neko satiro, malo tragično iz leta 1943, ampak so se odločili, da delajo po neki priredbi, ki je en Američan naredil, tako da sem pač meni pa, ki je bilo z angleščine za prevajati. In se užival, tako super tekst, zelo žmahten, tako da to bo naslednje let bojo imeli na sporedu. Pa še naprej, ne vem, čez poletje moram še eno predstavo napisati. Ja, se to me zanima, koliko imaš ti še stvari v predalu, ko bi jih rad delal, pa ni časa. Mislim, jaz sem zdaj tako, če mi kdo povabi za karkoli napisati, bom rekel, razen če ni neki mini, Ja, ne bo je šlo. to jesen 26. Ja. Do takrat imam že vse zafilano, pa večinoma za druge, tako da nek mora pa najti pa še za svoje neke ekstra stvari delati. Tako da, ja. Sladke skrbi so to, tako bi rekel. Ti si bo tudi kar dosti v podcastih kot soustvarjalec. Koliko jih je bilo? Glave, podrobnosti? Glave, ok, podrobnosti je bilo pa zdaj, če veš, kaj mislim, ker smo pač se glave dali to, pol danes praznuje, ki ga z Mojco delava, sicer zelo sporadično, pa iz Špara so me, da sem lani delal ta, po mojem okusu letos je pa nova serija pogovorov, je pa zelo kul, ker se pa pogovarjam z... Tudi Šparom. Tudi Šparom, ker se pa pogovarjam s strokovnjakinjami prehranskimi, je pa več vem, bolje jem. In je pa... To je že, kar to nisem zasledil. Ja, to je zdaj že, mislim, da je ta drug prišel ven, ampak je predvsem fokusiran pri njih na njihovi spletni strani, imajo pa se gre tudi okolno po mrežjih. Je pa super, pa sem, ne vem, zadnjič smo se nekaj pogovarjali recimo celo tem, kako brati nalepke, veš, kaj zdaj, kako greš hrano zbirati, na kaj biti pozoren, veš, kaj tam piše. To sem jaz v enem izmed zadnjih videov omenil. Ljudje berite deklaracije. Ja, ali bio nujno pomeni, da je to, ali je, veš, kaj pomeni visoko proteinsko, nekaj vse te stvari. Zadnjič sem naletel na izdelek veganske kokice, popcorn. Ne razumem. Ni masla gor. Navadne kokice, koruza, sol, pa malo rastlinskega olja. Ja. Ampak so bile precej dražje od iste sestavine, ki so bile zraven, ampak niti so veganske gor. Adrenalin, bungee jumping, ne, akrobatsko. Adrenalin imajo lahko drugi. Moj adrenalin je takrat, ko gledam, koliko imam še za napisati, pa ko vidim, kje v preteklosti je že rok za oddajo. To so moje adrenalinske pustolovščine. Pa gre pa čist kontra v bolj mirne zadeve, vrtnarstvo, se kaj obada s tem? Ne,
Čist nič. Nisem, prepuščam drugim. Tako da največ, kar je, pomagam ženi visoko stoječe lončke z rožami, da je z omarka, da jih zaliva. To je to. Pa zelišča, vsake toliko cajta si kakšno zelišča prinesem, pa politak bazilike, pa ne vem, nekaj pa grejo po par tednih, tako da ne. I'm not one that you would call Dr. Green Thumb. Okay. Če se malo vrnemo na naslovnico, te kdaj zmotijo, ali pa si že mogoče mimo te faze, neuporaba dvojine, rodilnika, Ja, mislim, ne, ampak zapis besede, kdo zgajam. to sem jaz imel komad, kdo je bil rožleto, sem zgojen, pač, ki je bilo reči. Ok, ja, razumem. Ne, čisto odvisno je od okoliščin, v katerih je izgovorjeno. Se pravi, če je nekaj pogovorno, jaz ne bom zdaj Primorcem težil, zakaj pa nisi dvojine uporabil, ker jo pač ne uporabljajo, skoraj nikoli v pogovornem jeziku, ampak če pa nek resen tekst, tam pa... Popravljaš kdaj sogovornika? Ne, sem prerasel to fazo. Si pa bil. Tako bom rekel, kdaj popravim, da glih v podcastu, pa če veš, kaj mislim, kdaj, ampak to je pa res to je pa poluno za nalašč. Kaj je mal persona komična in mal, da koga zbadaš, nisem pa če bi mi zdaj tle debatirala, pa bi ti nekaj narobe naglasil, ni panike. Tudi jaz sem verjetno, tudi jaz dosti stvari kdaj narobe naglasim, tako da... Če slučajno sem naletel na en rek, je sicer že znan, pa da še tebe vprašam. Se pravi, stara verzija je bila, da ga najdem, se pravi, obstaja rek, človek mora v življenju zgraditi hišo, posaditi drevo in imeti otroka. Zdaj pa je bilo to... Hiše nisem zgradil, drevo sem pomagal posaditi, otroka imam, zdaj mogoče... Zato imamo pa za modernejšo verzijo otrok, drevo, Kredit. napisati knjigo. Ali pa napisati knjigo, zdaj da bo tako. Imaš kljubce. Človek mora dobiti kredit, mora odplačati kredit. Ta bi bila pa še bolj moderna. Ta je modern, ja. Se pravi, imaš kljubce. Imam kljubce. Triglav si bil? Ne. Imaš željo? Ne, niti ne. Imam, jaz sem bolj nižji, ti se mi že zdi zdaj pa gor, tudi trenutno kondicijsko nisem, da bi nekam zelo visok lezel, ampak meni so bolj te, če so že hribi, so bolj te sprehodi po raznih planinah, tam gor nad Bohinjem so taki fini, ko se dvigneš, ampak pa kar bolj po ravnem hodiš, pa nisem tako zdaj, da bi pa rabil gor na vrh nekam. Doskrat grem tle pri nas za bajto, zdaj grem gor iz v breg, tam imamo čisto luštno po gozdu, se malo sprehajaš, pa pol gor greš po slemenu lahko. Tam je super z dolin, po Trojanah proti, če greš gor po vrh po slemenu proti Blagovcu, se pravi zad, ki bi šel gor na tiste hribe zad, je tako po slemenu, ki bi bil nek natavžen 800. Tako, že par borovcev je malo melišč in se lahko tam slikaš in rečeš, kje sem jaz, v resnici pa na 550 metrih. Ok, zdaj vas celimi daljšimi imajo zaključila, pa greva na 10 ali vprašanj, na kjer boš eksplozivno odgovarjal, brez komentiranja. Super. Zbereš eno možnost, kjer ti ljubša ali manjše zlo. Zdaj pa... ok. Zdaj pa imaš možnost menjati dvakrat vprašanja za enega drugega, se pravi... Če se nočem... Imaš na voljo kvizka pa jokerja. Ok. Ampak, da priješ do tega drugega vprašanja, moraš poslati SMS z vsebino ZPMS5 na 1919. Pa dobiš potem drugo lažje vprašanje. To lahko enkrat, dvakrat ali pa sploh ne izkoristiš. No, super, dajmo. Si? Sem. Papir ali digital? Papir. Škoda ali Audi? Škoda. Janez Janša ali Žan Mahnič? O moj bog, tle bom rekel, kaj ne rečem, manjše, Žan. Janko ali Metka? Metka. Ljubljana ali Maribor? Ljubljana. Peter Prevc ali Nika Prevc? Trenutno Nika.
Vid ali sluh, Sluh. rozin ali vampi, Oboje! Oboje mi je kul. Rozina. kavbojk ali trenirka, Trenirka. Batman ali Superman. Batman. Oh, yeah. Okay, kvisko pa Joker za drugič ostaneta. Zdaj pa za konec, skoraj konec, zastav še eno vprašanje naslednjemu gostju ali gosti, ki ne veš, kdo bo. Ne vem, kdo bo. Ne veš, ne. Ok, bom rekel, tako da bom rekel, ali je ustvarjalen, ali se ukvarja z ustvarjalnimi procesi, kreativni, pač, Ne pa ustvarjalnost ali tako bom rekel, se ni nujno, če je ustvarjalnost, tudi pa če kaj drugega, recimo, a je kakšen, pa ne bom rekel ritual, ampak je kakšno mesto, kjer najlažje ustvarja oziroma kjer tisto, s čimer se ukvarja. beseda ali beseda. Isto, kot sem imela medva. A je tako vprašanje? Ja, eksplozivno. Sorry, to. To je pa pol. To položi, ja. To je pa pol simple. Pa je pa vprašanje. Čakaj, sem da se zdaj. Lahko grudno, če bi naredil nekaj zelo, zelo obskurnega, veš. Dej nekaj tazga, da bo gost porabil Joker ali kviska pa nakazal. Super. Jaz sem računal pa Janši, pa že. Ja, ne, lej. Se sem na začetku nakazal, recimo, da je bil. Res je. Dajmo povedati, naj se odloči pol med. To je najhoj zdaj, ker glava na 500 strani leta. Ja. Evo, ko bom rekel, Božo kos Miki Musta. Bravo, super, evo, to bom dal. Pa še eno vprašanje zastaviš meni, na katerem bom odgovarjal na vsakih 10 gostov. Se pravi, ko se bo nabrali 10 vprašanj, bom 6 odgovarjal. Zdaj pa veš, ali. Odgovorim pa po 10 gostih. Aha, zelo ni več ali. Super. Ali. Ja, ali je. Super, ja. V redu. Ja, enojna noga ali dvojna noga. Ok. Bo zabeleženo. Zdaj so pa parteli zadev, ki so se prinesel. Jaz vsakega gosta prosim pred tem snidanjem, da prinese nek predmet, neko stvar, ki ga je mogoče zaznamovala, mu neki pomen, ali je pa kaj povezano z delom. Tako da, Boštjan, kaj si ti prinesel? Šnofjeva druščina 5, Ja. strip, ki sem ga že prej omenil, ki ga delava z Matejem Dečekom za revijo Pil. Tole je se pravi, 5. zbirka, že trenutno najnovejša. Pač na vsaka 3 leta, ki se naberijo 3 zgodbe, damo pol v knjižno obliko. In tukaj imamo not 3 zgodbe, ki so ena je najstniška mal parodija, hotela biti na Belo past od Bogdana Novaka. Druga zgodba je taka časovno potovalna, skačemo naprej pa nazaj, so noter malo reference in na Doctor Whoja in na Day of the Tentacle, kar se tiče časovnega potovanja, in pa Strašna hiša, in so pa duhovi v Ljubljani, pa malo šolo povezan, pa tako da. Te zgodbice so pa pač ta Šnofi je kuža, pa 2 človeška prijatelja, pa prijateljica Pepcoma in najstniške pustolovske zgodbe, ki pa mislim, da jih lahko tudi odrasli bere, ker odrasli pa pol najdejo kakšne take bombončke noter. Bom tudi podpisal, trenutno sem sam doma na hitro štempilko dal noter, ker se mi ni dal štempilke sabo nositi, tako da evo, to bo za nekoga, ki bo sodeloval na licitaciji. Jaz ti bom dal kemični svinčnik, da še podpišeš, kako posvetilo mogoče. Zdaj pa ta zadeva bo šla na dražbo, licitacijo, ne vem še kaj, kako bom sporočil. Odspad bo napisan. A bi imel ti mogoče kako začetno ceno za to, lahko nastavljeno? Dajmo reči to, kolikor je gor, se pravi 22, dajmo začeti z 22. Plus podpis, dajmo 25 na okroglo. Začnemo s 25. Se pravi, višate ceno, kdo da več, bomo tudi nek časovni limit, neko mejo dal. Ta sredstva, ki bojo pa zbrana od tega, grejo pa bojo nakazane z moje strani Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Tako da, prosim, sodeluj. Pa, če ti bo tale podcast všeč, prosim, še enkrat se ponovim, nakaži SMS za vsebino ZPMS 5, kjer nakažeš 5 evrov, ali ZPMS 10 za 10 evrov. Pošlješ na številko 1919. Lahko pa tudi na 1919. Lahko.
To je to. To je to, prišla so do konca. Hvala ti lepa za obisk. Ej, Si hvala služil za- čas, pa bil moj prvi gost. Ja, super, pa prvič, da sedim nekje, kjer se ne počutim utesnjeno. tako da hvala. Super. Pa še en avtogramček mi boš dal, ti bom dal pol en listek, da bo šel kot prvi na eksplozivno Wall of Fame. Oh, the best. Pa še eno sliko sva naredila. Vse bova. To je to. Hvala ti. Hvala za ogled. Lajkajte, šerite neki, subskrbite. Vse, Tako, vse. tako. Pa SMS-e pošljite. Tako, ta glavno. Oh, the best. Evo, tole bo pa še dodano. Evo, Odlično, super. Hvala ti, Boštjan. z veseljem.